Dobro jutro vsem skupaj. Um, eno prav lepo jutro nas je pričakalo, tako zasneženo, ampak to ni razlog, da ne bi danes imeli Frojksovega webinarja, tako kot vsak četrtek. In danes bi govorili o tistih razlogih, ki odvrnejo obiskovalca vaše spletne strani ali pa katerekoli spletne strani, da zaprejo browser oziroma gre nazaj na iskanje in na drugo spletno stran, ker ga je nekaj zmotilo. In tukaj zdaj zbrali smo skupaj 37 različnih nasvetov, kako do boljše spletne strani. Tako da tega je kar veliko za predelati in bomo res, jaz mislim, da kar hitro šli čez stvari, ampak je v bistvu vse zelo, večina nasvetov je zelo takih jasnih, razumljivih in tudi dosti lahko jih je popraviti, samo včasih na kakšnega kar malo pozabimo, ali pa ker je to tvoja spletna stran, malo drugače gledaš na to, pa so kakšne stvari kar všeč, čeprav mogoče tudi sam pri sebi že vemo, da ni v redu, ne. Zdaj vse skupaj smo zbrali v neke kategorije, ampak v bistvu na koncu koncev niso pomembne. Zdaj, če je to razlog, da nimamo obiskovalca na spletni strani, je v bistvu čisto vseeno, v katero kategorijo težava spada. Ampak tukaj imamo potem razumljivost spletne strani, sem spadajo vsebinska, izgled, mogoče izgled je nenavaden ali pa kaj podobnega, ali pa sama uporabnost spletne strani, da je nekaj drugače, nekaj čuda. Potem so težave, ki vplivajo na SEO optimizacijo, spet čisto take banalne stvari, stvari, ki jih imamo povezane z družabnimi omrežji, s pridobivanjem kontaktov, torej lead generation, kaj tukaj ne štima, in pa prilagojenost spletne strani za mobilnike. To je tudi danes že velik problem, velika težava. Pa če kar začnemo s prvo od teh 37, mogoče kar najpomembnejša, obiskovalci ne vedo, kaj vaše podjetje počne. Če obiskovalec v 5 sekundah ne uspe ugotoviti, kdo ste vi, pri čemu lahko pomagate, ste ga izgubili. Zdaj, ne rabimo biti jasni vsi detajli, kaj počnete, ampak mora biti pa znana ideja, kaj počnete, ne. In tukaj je en primer neke livarne, kjer je naslov Good ideas create future. Nimam pojma, kaj počnejo. Pa če gledamo potem naprej, ta livarna je bila, se je soočala že z velikimi težavami v razvoju svoje poti, in v spreminjajočem se poslovnem okolju. Spet, nek prvi stavek, ne vem, kaj počnejo. Zdaj, ja, ker so livarna, razumem, ampak ker gre to za angleško stran, marsikdo ne razume besede livarna sploh. Torej, kaj počnete, ne? To je zelo pomembno. Treba je izluščiti neko idejo in jo spraviti v nek tak stavek, kjer bo vsakomu jasno, ali pa vsakmu, ki je, jasno, malo mora biti jasna ta branža, v kateri je, ampak še vedno mora razumeti, kaj počnete, torej katere težave mu vi lahko rešite. Naslednja stvar, vsebina ni primerna za skeniranje, torej ali je full teksta, vsi isto brskamo po spletu, torej zraven še nekaj delamo, hkrati pa nekaj raziskujemo, v Googlu nekaj najdemo, kliknemo na link in če pridemo na tako spletno stran, kot je tle na sliki, torej samo tekst, bomo hitro nazaj šli, ker se nič ne znajdemo. Torej, dajmo vsebino razdeliti v neke odstavke, v neke krajše bloke, dajmo noter naslove, podnaslove, sezname, skratka elemente, ki bralcu omogočajo, da ugotovi, o čem je spletna stran oziroma kje na spletni strani bo nek podatek našel, da lahko hitro preskenira. Naslednja stvar so fonti. Ja, lahko so kakšni ful lepi, ampak so hkrati neberljivi. Torej, lepi fonti so mogoče čisto primerni nekje za v glavo ali pa za zraven našega logota, za nekaj, kar ni toliko pomembno, ampak dajmo jih pa ne uporabljati v menijih, v tam, kjer bi želeli, da ljudje nekaj kliknejo, sploh pa ne v vsebini. Torej, če je font, lahko je lep, ampak dajmo še preveriti, da je res berljiv. Tukaj recimo to zadevo zelo velikokrat opazimo na raznih straneh, ki govorijo o porokah, kjer so vsi taki malo baročni, zašiljeni fonti, ki so lepi pa tematski, ampak če je prevečkrat uporabljen, rata stvar neberljiva in nepregledna. Druga stvar so premajhni fonti.
Ja, vsi browserji danes že znajo pozumirati, ampak če bom jaz mogel vsakič, ko pridem na vašo spletno stran, se ukvarjati s tem, da bom povečal font, se enostavno raje ne bom več vračal na to spletno stran. Tukaj spodaj je link do enega kalkulatorja, kjer izračunamo neko idealno velikost fonta, ki naj bi jo uporabljali, glede na širino spletne strani, oziroma se lahko omejimo tudi na to, koliko besed želimo v povprečju imeti na vrstico. Naslednja stvar, vsebina skrita za formo ali pa za registracijo, pa predolge forme. Torej, dajmo se vprašati, a je ta vsebina, ki jo dajemo za formo, ali pa mogoče je potrebna registracija, a je toliko vredna, da se bodo uporabniki res registrirali, ali bi jo raje javno vzpostavili. Torej, velikokrat se nam zgodi, da damo, ne moramo dati nekega bloga, ki želimo, da ga najdejo ljudje na Googlu, ali pa ki želimo, da kar tako do njega dostopati, skrit za formo. Zdaj pa, če že nekaj skrijemo za formo, dajmo paziti, da je ta forma kratka, da noter sprašujemo res samo po stvareh, ki nas zares zanimajo tukaj, oziroma če uporabljamo nek marketing automation ali pa neke napredne forme, da uporabljamo progressive profiling, če nas zanima več. Torej, tukaj primer, na začetku nekoga vprašamo po 4 osnovnih podatkih in od tukaj naprej ga še vedno sprašujemo samo po 4 novih podatkih, ali pa mogoče še manj, samo po 2 ali pa 3 novih podatkih, kar pa že imamo v njem, po teh stvareh ga pa ne sprašujemo več, torej olajšamo to izpolnjevanje form. Tako lahko v bistvu v kratkem času ali pa samo z nekaj downloadi ali pa z nekaj izpolnitvami forme dobimo veliko podatkov, hkrati pa ni bilo to za uporabnika težko. Naslednja stvar je Flash. Včasih je nujen za kakšen efekt doseči, jaz to čisto razumem, ampak Flash podaljša čas nalaganja spletne strani, se ne prikaže na vseh mobilnih napravah, težave ima s SEO-tom, torej vse manj in manj je razlogov, da bi Flash uporabljali za spletno stran, ker na moderne tehnologije v kombinaciji HTML5, JavaScript omogočajo že toliko stvari, da lahko že spletno stran naredimo isto fancy, pa hkrati tako, da se hitro naloži, da je efektivna, da dela na vseh browserjih in tako dalje. Naslednja stvar, na spletni strani ne predvajate glasbe. To je to. Ampak, če že morate predvajati glasbo, naj bo obiskovalec tisti, ki začne predvajanje. Ker ja, jaz se strinjam, audio vsebina je super, skozi več je raznih podcastov in podobnih stvari, ampak dajmo ne biti tisti, naj spletna stran ne začne sama predvajati glasbe, ker vsi vemo, da je to moteče, mogoče smo v službi, mogoče smo nekje, pa imamo zvočnike na glas in kar naenkrat začne od nekje nekaj pet, nekaj ropotati in ugotavljamo, od kje zdaj to prihaja. Itak imamo vsi odprtih 22 zavihkov v brskalniku in zdaj ugotavljamo, iz kje prihaja ta zvok. Torej, če imamo audio vsebino, dajmo jo povezati s tem, da uporabnik sam pritisne play in začne poslušati takrat, ko hoče. Potem pa naslednja, naj prva stran ne bo vstopna stran za domačo stran. To se sliši komplicirano in zato, ker tudi je, ampak še vedno najdemo ogromno spletnih strani, kjer je prva stran taka, kot jo vidite tukaj na screenshotu, torej neka slika in potem spodaj gumb vstopite. Torej, jaz sem prišel na spletno stran, želel sem jo videti, ampak me loči, da v bistvu do tega, da bom videl spletno stran, še en klik iz nekega razloga. Hkrati je pa ta spletna stran kriva še tistega prejšnjega pravila, avtomatsko začne predvajati glasbo in včeraj, ko sem iskal nek primer, sem odprl 16 takih spletnih strani in nekje se je predvajala glasba. Zdaj, Chrome sicer ima to funkcijo, da zgoraj na zavihku pokaže zvočnik tam, kjer se kaj predvaja, ampak spet bilo je moteče, nisem vedel, zakaj je nekaj začel predvajati, čeprav nisem tega želel. Naslednja stvar, manjkajo kontaktni podatki. Spet raziskujemo neko podjetje, neka stvar nam je zanimiva, želeli bi nekaj vprašati in potem ne ugotovimo, kdo so oni, kje jih lahko kontaktiramo, kako pride do njih. Dajmo te stvari dati na neko mesto, kjer jih vedno pričakujemo, torej v meniju pričakujemo gumb kontakt vedno na koncu menija. Torej, če je
horizontalen meni, bo to desno zgoraj na spletni strani, če je vertikalen, bo na dnu menija nekje v levem stolpcu. Spet, lahko jih damo tudi dodatno še v nogo, ampak imejmo jih na nekih standardnih mestih, kjer bodo vsi vedeli, kje jih najdete. Naslednja stvar, ki je krivih veliko spletnih strani, je, da pokvarijo gumb nazaj. In gumb nazaj je tista taka varna točka za obiskovalca spleta, ker hkrati je del strani, ker dejansko interaktira ali pa nekaj upravlja spletno stranjo, hkrati je pa na vsaki spletni strani čisto enak in vedno vemo, kje je in kaj bo naredil. In če ta gumb ne naredi tega, kaj bo naredil, ne vem, nas ne pelje nazaj, nas pelje 3 korake nazaj, zmedemo uporabnika in ga po nepotrebnem odvrnemo. Naslednja stvar, utripajoči teksti. Tega je sicer zdaj res skozi manj in manj, ampak spet to je bilo nekaj, kar je bilo aktualno v času prvih spletnih strani, ko je bilo to zanimivo za pokazati, ko se je nekaj dogajalo, danes je pa to moteče in odvrača uporabnike. Če gremo naprej, imamo lepe povezave. Samo tole moram nastaviti. Odlično. Torej, lepe povezave pomagajo pri SEO optimizaciji, hkrati pa informirajo uporabnika, kaj bo videl na spletni strani, še preden klikne. Torej, veliko ljudi to uporablja za to, da vejo, kaj bojo kliknili. Naslednja stvar, spletno stran oblikujemo s CSS-om, ne več s tabelami, tako kot včasih. Torej, včasih je bilo ogrodje spletne strani HTML tabela, ki potem držala noter vsebino in skrbela za to, da je vsebina oblikovana. Danes to ni več potrebno, CSS v kombinaciji z divi lahko naredi veliko več, hkrati pa je nalaganje strani veliko hitrejše. Sploh, če je ta CSS tako, kot mora biti zunanji in se vedno naloži ista doteka, ne glede na to, na kateri izmed naših 30 spletnih strani smo. Naprej, iskanje. Zdaj, zakaj je Google eno največjih podjetij na svetu? Zato, ker na njem lahko poiščemo informacijo, ki jo iščemo na nek zelo enostaven način. In dajmo to za naše uporabniki enako narediti na naši spletni strani. Torej, omogočimo jim, da na naši spletni strani najdejo vsebino, ki jo iščejo z nekim iskalnikom. In ena od zelo enostavnih možnosti je kar, da vključimo Googlov iskalnik na našo spletno stran, ki bo iskal samo po naši spletni strani. Naslednja, izogibajmo se drop-down menijem in tega smo krivi tudi mi, tako kot vidimo na screenshotu. In zdaj, problem je, ker drop-down meni dodaja neko kompleksnost, mogoče zaradi drop-downa nekdo potem sploh ne klikne na glavno zadevo v meniju, zato če se le da, se jim izognemo, da je navigacija jasna in enostavna. Naslednja stvar glede navigacije, naj bo tekstovna. Dajmo ne uporabljati gumbov, ker gumbov ne vidijo obiskovalci z izklopljenimi slikami v brskalniku, bralniki besedil za slepe, če nismo dali alt tagov gor, in pa tudi Googlovi robotki oziroma roboti vseh iskalnikov ne bodo videli gumbov in navigacije, torej se ne bojo znašli na naši spletni strani in bomo slabše pozicionirani na iskalnikih. Naslednja stvar, če imamo povezavo na PDF, jo jasno označimo. Ali damo neko ikonco zraven, ali v oklepaj napišemo, da gre za PDF, ker noben ne mara tega, da klikne na neko povezavo, da bo nekaj videl in potem začne računalnik mlet, zaganjati Adobe Reader, ker je čisto nevede začel odpirati PDF dokument. Če se še vrnemo majčkeno na navigacijo, dajmo paziti, da nimamo navigacije preveč komplicirane. Torej, tudi če je navigacija kompleksna, jo skušamo prikazati jasno in razumljivo. Mogoče je tukaj bolj smiselno uporabljati drop-down menije, kakor vidimo tukaj na primeru, v bistvu 3 nivoji navigacije, ki hkrati še niso vsi v 3 zaporednih vrstah, ampak je ta tretji čisto spodnji spet ločen z nekim naslovom. In jaz vsakič, ko sem na tej spletni strani, ko iščem račun za pretekli mesec, se vedno zgubim.
Naslednja stvar, prepričajmo se, da spletna stran deluje v različnih brskalnikih in na različnih napravah. Veliko smo truda vložili v dizajn spletne strani, nekdo ga je narisal in potem se ga je sestavil. Na koncu pa ugotovimo, da se verjetno v Internet Explorerju spletna stran prikaže čisto drugače, kot jo je dizajner narisal. In uporabniku ne ponujamo več potem take izkušnje, kot smo si jo mi zamislili, sploh pa ne neke take poti skozi spletno stran, kot smo jo želeli imeti. Zato dajmo to testirati. Za nek tak osnoven test je crossbrowsertool.com brezplačna varianta, sicer omogoča majčkeno omejeno funkcionalnost, ampak za na hitro ugotoviti, kako se naša spletna stran prikaže v različnih brskalnikih, v različnih verzijah, bo povsem zadosti. Splača se tudi v Google Analyticsu pogledati, na kakšnih dimenzijah ekranov gledajo našo spletno stran uporabniki in pa koliko jih pride iz mobilnih telefonov ali pa tablic, ker če jih je veliko, dajmo paziti, da je spletna stran prilagojena za mobilnik. Torej, da se tam zadeve enostavno bere, da ni treba zoomirati, scrollati, da se ljudje enostavno znajdejo, tudi če pridejo z mobilnikom na našo spletno stran. Ok, smo že čez polovico. 21. nasvet. Linki, povezave naj ne bodo na besedi kliknite tukaj ali pa tukaj. Eno je, da uporabnik ne ve, kam bo kliknil, ker tukaj nič ne pomeni. Drugo pa tukaj tudi nič ne pomeni za Google in ne bo vedel, kam želite uporabnika peljati. Vsi že vemo, kaj so povezave, kako morajo izgledati. Dajmo polinkati dejansko tisto besedo ali pa tisto stvar, ki opisuje, kaj je za povezavo. Torej, dajmo napisati želim ponudbo, pa to polinkati, namesto za ponudbo kliknite tukaj. Ok, naslednja 22. Povezave naj bodo vidne. Dajmo povezave narediti, da so podčrtane, da so, ne vem, modre, tako kot po defaultu, ali pa da so iz nekega razloga drugačne od ostalega teksta, da hitro vidimo, kaj so linki, kaj niso linki. Tukaj moramo potem tudi paziti, sploh če imamo take povezave, kakor tle v screenshotu, da potem ne podčrtujemo in boldamo drugega teksta, da bo jasno viden, kaj želimo poudariti, kaj je pa povezava. Torej, če bomo še neko besedilo podčrtali, bo uporabnik mislil, da je link. Torej, povezave res ločimo od vse ostale vsebine. Naslednja, slike naj imajo opisan alt tag oziroma alt tekst. To smo omenili že prej pri menijih. Torej, alt tekst je tisti tekst, ki se pokaže, če smo na sliki nekaj časa z miško pri miru. In to pomaga pri SEO optimizaciji, hkrati pa je stran berljiva tudi slepim oziroma bralnikom spletnih strani za slepe. Naslednja zadeva, žive barve, previsok, prenizak kontrast. Tukaj hitro vidimo. Prvi boks je jasno berljiv, temna pisava na svetli barvi. Naslednja dva, prenizak kontrast oziroma previsok kontrast, pa ne dobimo, ni nobene berljivosti, torej ne vemo, kaj se bere. In zdaj, kako dobiti eno tako lepo barvno paleto, ki bo do obiskovalca prijazna, da ga ne bo po 10 minutah branja naše spletne strani začela boleti glava. Eno orodje tako je Adobe Color, ki nam na spletni strani kar prikaže ogromno nekih palet ali pa si izberemo neko glavno barvo, pa nam da barve, ki so komplementarne in pašejo zraven. Naslednja moteča zadeva so tipkarske in slovnične napake. Marsikdo si reče, saj je vseeno važno, da predamo sporočilo. Kogar bo zanimalo, si bo že prebral, bo že razumel. Ampak dejstvo pa je, da določeno skupino ljudi te stvari zmotijo in jih po nepotrebnem odvračajo ali pa se po nepotrebnem začnejo ukvarjati, zakaj tam mami namesto k mami in potem zgubijo tisto neko nit branja in neko sporočilo, ki smo ga želeli predati. Naslednja stvar so sliderji. Sliderji so ful popularni, ampak verjetno pa izhajajo iz tega, ker v nekem velikem podjetju
ali pa tudi ne, želimo na spletni strani prikazati 3, 4, 5, 6 stvari na vrhu. Ampak hkrati, kaj se zgodi? Na vrhu prikažemo samo eno stvar, pa še tisto, ko jo nekdo bere, se kar naenkrat preslajda na drug slajd in zmedemo obiskovalca. Sploh tisti slajderji so, sploh veliko slajderjev je takih, da tudi če imaš miško na njem, se vseeno po 5 sekundah preslajda naprej, kar pa spet pomeni, da na slajder sploh ne moramo dati veliko informacij ali pa nekega zaresnega stavka, ker bo slej ali prej slajd zginil in bomo nekoga zmotili pri branju. Torej, dajmo izpiliti idejo, dajmo se odločiti, kaj želimo izpostaviti na vrhu strani, in to izpostavimo kot eno in edino stvar, ki jo obiskovalec potrebuje, ker manj je izbire, večja je verjetnost, da bo obiskovalec kliknil na tisto stvar, ki jo želimo spromovirati. Naslednja stvar, naslovi naj ne govorijo o nas oziroma o našem podjetju, ampak govorimo o tem, kakšno težavo rešujemo uporabniku. Torej, za primer imamo recimo naslov na eni spletni strani, kjer ponuja neko varnostno kopiranje v cloud. In zdaj, če bi ta naslov našli na Google, katerega bi prej kliknili? Torej, ponujamo varnostno kopiranje vaših dokumentov v najhitrejši oblak, ali pa nikoli več ne izgubite pomembne pogodbe, shranite jo v oblak. Verjetno drugo, ker nas skrbi to, da bomo izgubili pogodbo. V bistvu še nismo na tem, da nas bo zanimalo varnostno kopiranje, ker nas niti ne zanima, s tem se verjetno drugi ukvarjajo. Nas samo zanima, da bomo vedno imeli neko zadevo pri roki, recimo. Torej, pazimo, da naslov rešuje problem, ne pa da hvali nas. Naslednja moteča stvar so nedelujoče povezave. Torej, nekdo na naši spletni strani ali pa že na Google nekam klikne in spletna stran se ne pokaže. To je dosti velik razlog, da nekdo zapre brskalnik in ne gre na našo prvo spletno stran, da bo res se potrudil in našel informacijo. Dajmo redno pregledovati. V Google Webmaster Toolsih lahko ugotovimo, kateri interni linki nam kažejo na neobstoječe spletne strani ali pa tudi zunanji linki. In dajmo te povezave z SEO redirectom, torej s 301 preusmeritvijo, preusmeriti na neke prave relevantne strani, ki bodo obiskovalcu nekaj dejansko povedale in ga bodo zadržale na spletni strani in tudi podale pravo informacijo. Naslednja spletna zadeva so počasne spletne strani. Uporabniki vsi vemo, da smo zelo neučakani in zato moramo poskrbeti, da se spletna stran odpira hitro. Eno raziskavo sem gledal, ugotovili so, da če se spletna trgovina ne odpre v 4 sekundah, bo 60% obiskovalcev zaprlo spletno stran in opravilo nakup drugje oziroma ne bo odpravilo nakupa. V redu, naslednja. Manjkajoče povezave iz spletne strani na družabna omrežja. Torej, vsi imamo neka družabna omrežja, na katerih uporabljamo več, nekateri manj. In na družabnih omrežjih večinoma objavljamo neko koristno vsebino za družabna omrežja, pa dajemo povezave na spletno stran. Pogosto se pa zgodi, da nam manjka tista povezava v drugo smer, torej iz spletne strani na družabno omrežje, kjer nam bo lahko nekdo začel slediti in nas spremljati tudi na družabnem omrežju, da ga bomo večkrat spravili na našo spletno stran. Naslednji problem, in ta je zelo hud, manjka CTA. Torej, naredili smo neko vsebino, obiskovalca smo informirali in zdaj v naslednji točki mu ne razložimo, kaj od njega želimo. Torej, dajmo na koncu vsebine, dajmo nek klic k akciji, torej pokličite sedaj, prenesite dokument, zahtevajte ponudbo, oziroma še bolje, naj bojo klici k akciji v prvi osebi, torej želim prenesti dokument, želim ponudbo in tako naprej, ker to dokazano poveča možnost, da bo nekdo kliknil. Naslednja težava je oblikovna, to, da delamo nestandarden izgled. In zdaj sicer lahko je spletna stran zelo lepa, ampak pogosto nepregledna, pa take spletne strani velikokrat dobivajo nagrade, ampak ne delajo pa konverzij. To pa zato, ker uporabniki smo navajeni nekih okvirov, nekih idej, kako more
spletna trgovina, kako mora izgledati. Če bo spletna trgovina izgledala ful drugače, uporabnik ne bo tako hitro našel izdelka kot na drugih spletnih trgovinah, bo raje kupil tam, kjer se počuti domače. In zdaj ja, tukaj sicer zelo tak banalen primer, spletna stran Umeka, on je sicer muzičar, umetnik in si lahko majčkeno to privošči. Če pa delamo spletno stran za konverzijo, pa dajmo narediti raje spletno stran v okvirih, ker bomo dobili veliko več od nje kot nek umetniški presežek. Torej, še en SEO nasvet, predolg naslov, pa meta opis. Naslov, če je daljši od 700 znakov, ga iskalniki odrežejo, prav tako iskalniki prikažejo samo nekje 150 znakov opisa na spletni strani. Torej, dajmo ta opis narediti tak, da bo nekoga, ki nas je našel na Googlu, da ga bo pritegnil, da tudi klikne. Naslednja stvar, naredili smo spletno stran, vložili smo veliko truda, denarja, časa in zdaj mislimo, da je to. Postavimo gor in čakamo, da se stvari zgodijo. V bistvu tukaj zgodba še ni končana, ker smo naredili spletno stran, se je zgodba v bistvu šele začela. Skrbeti moramo, da je stran ažurirana, da so gor vedno aktualne informacije, ker neaktualne informacije odbijajo uporabnika, nam znižujejo kredibilnost. Z analitiko si pa lahko pomagamo, da dejansko ugotovimo, kdo so naši obiskovalci, kje jih izgubljamo, kam največ prihajajo, kaj so najbolj kvalitetne vsebine in lahko tiste razvijamo še naprej. Lahko dodamo več vsebin na tematiko, kjer vidimo, da uporabnike zanimajo. In analitika nam more voditi nadaljnji razvoj spletne strani. Takole, počasi smo pri koncu. Ena pogosta težava je to, da vse strani, ki jih imamo znotraj spletne strani, targetirajo iste ključne besede. In zdaj ključne besede ali pa vsaka spletna stran nam lahko prinese novega obiskovalca, ki bo lahko nekaj naredil, nas bral, nekaj od nas kupil. Mi pa izpustimo to priložnost tako, da so vse strani fokusirane na isto tematiko, torej uporabljajo iste ključne besede. Dajmo se tukaj paziti, da res, ko govorimo o ceniku in ne vedno o našem izdelku. Ko govorimo o izdelku, govorimo spet o problemih, ki jih rešujemo, pa ne bo tukaj več različnih problemov, da imamo več različnih vstopnih točk, več različnih profilov ljudi, ki lahko pride do nas. Tako, to je bilo vseh 37 nasvetov. Jaz upam, da so vam pomagali. Tale PowerPoint oziroma to prezentacijo vam bomo tudi poslali, torej da boste lahko šli čez njih, da si lahko naredite neko checklisto, pa ugotovite, kaj je mogoče pri vas za popraviti. Zdaj pa, če še koga kaj zanima, z veseljem odgovorim. Sem pa tudi kadarkoli na voljo na spodaj napisanem mailu, pa se lahko tam kaj več pogovorimo, kakšno več rečemo.